Ja, skratka, lepo pozdravljeni na četrtem sklopu, ki bo namenjen umetnostni zgodovini, tako da če smo prej poslušali o težavah delavskega razreda, zdaj gremo k kulturi brezdelnega razreda. No in začela bo danes s predstavitvijo na četrtem sklopu Nike Duh, ki je študentka tretjega letnika doktorskega študija umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter v sklopu programa mladih raziskovalcev kot asistentka zaposlena na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU. Raziskovalno se posveča srednjeveškemu stenskemu slikarstvu na Slovenskem, dokumentiranju srednjeveške umetnosti v 19. stoletju in pred Prvo svetovno vojno ter zgodnjim topografom umetnostnih spomenikov na območju današnje Slovenije. Nika, hvala, beseda je tvoja. Hvala za uvod. Torej, v sklopu predstavitve bo osvetljena tematika dokumentiranja srednjeveških grajskih stavb območja Kranjske, slovenskega dela Štajerske in pa Koroške v času druge polovice 19. in pa začetka 20. stoletja in to vse skupaj v bistvu v okviru centralne komisije. Ta je bila spomeniško-varstveni organ, ki je bil ustanovljen v času Avstrijskega cesarstva, nastala pa je na Dunaju z namenom dokumentiranja in pa zaščite umetnostnih spomenikov. Sam nastanek komisije je predlagal takratni minister za trgovino Karl Ludwig Freiherr von Bruck, leta 1850 pa je njen nastanek odobril tudi cesar Franc Jožef I. Centralna komisija je bila dejavna skoraj 70 let, vse do leta 1918, ko jo je nadomestil Državni urad za spomenike, tako imenovani Staatsdenkmalamt. Od konca leta 1859 je bila centralna komisija priključena Ministrstvu za bogočastje in pouk, katero je lahko odobrilo ali pa zavrnilo financiranje konzervatorskih in pa restavratorskih del na umetnostnih spomenikih. Torej, centralna komisija je bila pristojna za vsa območja takratnega Avstrijskega cesarstva, od uvedbe dualizma leta 1867 pa le še za avstrijski del Avstro-Ogrske. Tako je pod njeno pristojnost spadalo tudi ozemlje današnje Slovenije z izjemo ozemlja sedanjega Prekmurja, ki je od nastanka Avstro-Ogrske spadalo pod pristojnost ogrskih spomeniško-varstvenih organov. Centralna komisija ni imela zakonske podlage za ukrepanje pri ohranitvi umetnostnih del, zaradi česar je lahko podajala zgolj priporočila takratnim lastnikom umetnostnih spomenikov. Za centralno komisijo so delali številni konzervatorji in pa korespondenti, ki so dokumentirali umetnostne spomenike na točno določenih območjih. Na osnovi njihovih dopisov so bili oblikovani zapiski o posameznih umetnostnih spomenikih, ki so jih objavljali v periodični publikaciji komisije z naslovom Mitteilungen oziroma v slovenskem prevodu kar Izvestja. Večinski del arhivskega gradiva, ki je nastalo v sklopu delovanja centralne komisije in obsega kar 75 škatel, je danes hranjen na oddelku Splošno-upravnega arhiva v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju. Za raziskovanje umetnostnih spomenikov na Slovenskem pridejo v upoštev tudi fondi centralne komisije, hranjeni v arhivu Zveznega spomeniškega urada in pa v fotoarhivu Zveznega spomeniškega urada, prav tako na Dunaju. Najobsežnejši del gradiva za območje Slovenije je hranjen v Arhivu Republike Slovenije, v katerem se nahaja skupaj kar 30 škatel za Štajersko in pa Kranjsko, medtem ko so znatno manjše količine gradiva hranjene tudi v Informacijsko-dokumentacijskem centru za dediščino, tako imenovanem Indok centru v Ljubljani, kjer pa hranijo v bistvu v prvi vrsti fotografije in pa risbe. Na tem mestu se pojavi vprašanje, kdo so bile osebe, ki so v sklopu centralne komisije dokumentirale umetnostne spomenike. Prištevamo jih v skupino ljudi, ki smo jih poimenovali kar kot zgodnji umetnostni topografi. Pri teh gre za osebe, ki so v časovnem obdobju od konca 18. stoletja do začetka Prve svetovne vojne pisno, likovno ali pa fotografsko dokumentirale stanja najrazličnejših umetnostnih spomenikov. Dokumentirali so velik nabor sakralne umetnosti, kot so cerkve in v teh vsebovane stenske poslikave, v določenih primerih pa tudi profano umetnost, kot so gradovi, dvorci in pa utrdbe.
Za centralno komisijo so nastopali v vlogah dopisnikov, korespondentov in konzervatorjev, hkrati pa so opravljali tudi delo arheologov, arhitektov, slikarjev, fotografov in pa učiteljev ali pa duhovnikov. Gradivo, ki so ga zapustili, je izjemnega pomena za raziskave umetnostnih del, saj evidentira takratno stanje umetnostnih spomenikov, lahko prinaša pomembne zgodovinske podatke o njih, vsebuje primerjalne analize umetnostnih del, kot tudi prve poskuse njihovega datiranja. Čeprav so zgodnji umetnostni topografi pod okriljem centralne komisije dokumentirali umetnostna dela različnih obdobij, se bomo v današnji predstavitvi posvetili le dokumentiranju srednjeveških grajskih stavb na območju Kranjske, slovenskega dela Štajerske in pa Koroške. Torej, v pregledanem arhivskem gradivu je bilo najdeno dokumentarno gradivo za kar 25 različnih grajskih stavb srednjeveškega izvora, za katere se je izkazalo, da so z izjemo dvorca Radovljice obravnavani le gradovi. V sklopu teh 25 primerov je bil obravnavan en grad iz območja Koroške, in sicer Stari grad v Vuzenici, 5 gradov na območju Štajerske in pa 19 gradov na območju nekdanje Kranjske. Med avtorji poročil in dopisov so osebe, ki so centralni komisiji posredovale več poročil o umetnostnih delih različnih obdobij, tako profanih kot sakralnih, med temi na primer Ivan Franke, Konrad Črnologar, Avguštin Stegenšek, Johan Vist, Janez Vurnik mlajši in pa Henrik Kosta. Med avtorji dopisov so prav tako takratni lastniki gradov, potem tudi osebe, ki pišejo v imenu različnih uradov, institucij ali društev, kot tudi osebe, ki jih v arhivskem gradivu srečamo le kot dopisnike v primeru enega umetnostnega spomenika. Primer zadnjega so dopisi Milana Pajka, ki se je zavzemal za ohranitev stenskih poslikav srednjeveške kapele na gradu Turjak. Večinsko so gradove dokumentirali s poročili o njihovem takratnem stanju, pisali o elementih gradov iz različnih časovnih obdobij, v manjšem številu pa so vsebovane tudi skice in pa risbe. Za določene gradove so bili narejeni tudi načrti za konzerviranje in pa obnovo, vključno s predračuni stroškov. O fotografijah gradov je v poročilih sicer pisano, vendar jih je ohranjen le manjši delež. V Indok centru so iz fonda centralne komisije hranjene fotografije le 7 gradov srednjeveškega izvora, ki pa po natančnejšem pregledu ne prinašajo novih spoznanj o leteh. V vseh 25 primerih v gradivu dokumentiranih gradov se je centralna komisija ne glede na njihovo stanje v teoriji zavzemala za njihovo ohranitev oziroma za varovanje ruševin, vendarle pa vseh v praksi ni bilo mogoče ohraniti. Eden izmed razlogov za neuspešno ohranitev so preveliki stroški, ki bi jih prineslo zavarovanje enega manjšega, ampak pomembnega dela gradu, kot na primer ohranitev manjšega dela pomembne stenske poslikave. Prav tako pa gradu niso mogli ohraniti v primeru, da ta ni imel dovolj umetnostno pomembnih elementov, da bi lahko utemeljili porabo financ za ohranitev takšnega umetnostnega spomenika. Takšen primer je zavzemanje centralne komisije za obnovo ruševin pustega gradu, in sicer v poročilu centralni komisiji iz leta 1913 piše, da če lastniki gradu ne bodo prispevali denarja, da centralna komisija ruševin ne bo obnavljala, ker ti nimajo arhitekturno zanimivih detajlov, zaradi katerih bi potem lahko zagovarjali, zakaj je bilo porabljenega toliko denarja za obnovo. Kot razlog za neuspeh spomeniško-varstvenih teženj centralne komisije lahko izpostavimo tudi nepripravljenost sodelovanja takratnih lastnikov gradov. Takšen primer so bila prizadevanja centralne komisije za ohranitev renesančnega stolpa Škofjeloškega gradu. Prošnje centralne komisije, da se stolp ohrani, so namreč naletele na gluha ušesa takratnih lastnikov in tako je stolp ob koncu 19. stoletja bil podrt. V arhivskem gradivu centralne komisije je takšen primer tudi dopis Henrika Koste, ki se je zavzemal za ohranitev srednjeveškega gradu Ortnek. Ta je bil v drugi polovici 19. stoletja v lasti družine Kozler, ki pa naj bi, sledeč zapisu, ki ga je leta 1858 centralni komisiji posredoval Henrik Kosta, grad zapustila že pred nekaj leti. Henrik Kosta je centralni komisiji predlagal, da gospod Kozler na morebitno prošnjo centralne komisije ali katerega drugega višjega urada grad preda.
Tako bi grad po navedbi Henrika Koste lahko uporabili v javni namen in ga ohranili kot srednjeveško deželno znamenitost, vendar bi morali s pridobitvijo gradu pohiteti, preden bi ta pričel propadati. Do predaje gradu pa vendarle ni prišlo, saj je leta 1884 Janez Kozler III. Pričel z njegovim sistematičnim podiranjem. Od gradu Ortnek se je ohranila zgolj manjša razvalina. Do danes se je tako zaradi najrazličnejših dejavnikov ohranila le dobra tretjina gradov na Slovenskem. Vzrok temu so naravni dejavniki, kot so potresi, morda najbolj uničujoč ta iz leta 1895, potem namenska rušenja in pa tudi požigi gradov v času obeh svetovnih vojn. Znotraj gradiva Centralne komisije je vsebovano dokumentarno gradivo za grad Boštanj oziroma Weissenstein na Dolenjskem, ki je v času druge polovice 19. stoletja bil še dobro ohranjen, leta 1944 pa že požgan in s tem spremenjen v razvalino. Do danes so se v sklopu arhivskega gradiva Centralne komisije ohranile 4 risbe Konrada Črnologarja, od katerih je na eni narisal grad Boštanj iz južne strani. Čeprav je veliko gradov, ki so bili dokumentirani v času Centralne komisije, danes ohranjenih v obliki ruševin, je treba razumeti, da so v takšnem stanju bili mnogi že v času 19. stoletja. Tako je tudi v primeru malega gradu Planina, ki je propadel že v 18. stoletju. Edino, kar je v 19. stoletju spominjalo in še danes kaže na obstoj gradu, je ohranjen Ravbarjev stolp, ki pa je v 19. stoletju nekaj časa bil brez strehe, kar pa nam kaže tudi risba Ladislava Beneša iz leta 1889. Ob pregledu arhivskega gradiva Centralne komisije se je izkazalo, da je slednje tudi vir podatkov o umetnostnih spomenikih in njihovih elementih, ki niso več ohranjeni. Izpostavila in nekoliko natančneje bom predstavila primer gradu Spodnji Kolovrat na Gorenjskem, o katerem se v arhivskem gradivu Centralne komisije ohranil zapis o stenskih poslikavah v njegovi notranjosti. Te danes ne obstajajo več, prav tako pa se ne omenjajo v strokovni in pa v znanstveni literaturi. Poslikave so bile odkrite naključno, potem ko so po potresu leta 1895 ruševine gradu bile izpostavljene naravnim dejavnikom in je dež, ki je padal po notranjih stenah, sprav apno, ki je prekrivalo poslikavo. Poslikava ni bila vidna kaj dolgo, o čemer pričajo datumi zapisov na poročilih Centralni komisiji. Prvo poročilo, naslovljeno na Centralno komisijo, je spisal inženir Heinrich Hohn, ki je grad Kolovrat obiskal v priložnosti svojega poslovnega potovanja v občini Zagorje in ob tem drugem nadstropju gradu naletel na ostanke stenskih poslikav, na katerih še je bila tudi rahlo vidna barva. Tako je Hohn 24. junija 1897 opisal takrat videne dele poslikav v krajšem poročilu. Iz zapisa izvemo, da so bile v drugem nadstropju gradu poslikane vse 4 stene, ene izmed sob, medtem ko so na poslikavo stropa kazali le še manjši fragmenti v kotih sten. Grad je v času Hohnovega obiska moral biti ohranjen še do te mere, da je lahko ta zarisal razporeditev sob, kot tudi po stopnicah varno odšel v drugo nadstropje gradu, kjer so se nahajale poslikave. Iz Hohnovega opisa izvemo, da je na vzhodni steni, na kateri so tudi vrata, skozi katera je bilo možno dostopati sobo s poslikavami, bil naslikan turnir, ki so ga na spodnjem delu stene dopolnjevale naslikane zavese. Na nasprotni strani je obiskovalec gradu lahko uzrl obdobitev dvoboja in pa 4 oseb, ki si čez mizo podajajo roke. Viteška tematika se je odražala tudi na severni steni, na kateri je bil naslikan roparski pohod z vitezi in pa s plačanci. Preostala, južna stena je nosila prizor lova na merjasca. Za poslikave je Hohn zapisal, da so zelo tipične in ker jim je grozilo nadaljnje uničenje, je poudaril, da se mora te fotografirati. Ker v arhivskem gradivu ni dopisa, da so fotografije bile dejansko tudi narejene, obstaja možnost, da te nikoli niso obstajale. S tem pa bi pri najdenem opisu poslikav šlo za dosedaj edini znani vir, ki priča o obstoju stenskih poslikav v gradu Kolovrat.
Sicer v poročilih Centralni komisiji ni zapisano, iz katerega obdobja so izhajale poslikave gradu Kolovrat, ampak lahko sledeč Honovem poročilu na osnovi motivov, vključenosti gotske pisave in pa oblačil figur, ki so sledeč Honovi navedbi izvirale iz 14. in pa 15. stoletja, sklepamo, da bi lahko bile gotskega ali pa renesančnega izvora. Takšne primere poslikav imamo tudi v drugih notranjščinah gradov na Slovenskem, pri čemer bi na tem mestu izpostavila renesančne poslikave gradu Reichenburg v Brestanici na Dolenjskem iz okoli leta 1530, na katerih so naslikane osebe v sočasnih oblekah. Primer, ki pa se najbolj približa opisu poslikave na Kolovratu, pa je gotska poslikava prostorov gradu Runkelstein na Južnem Tirolskem. V tretjem nadstropju zahodnega palacija se je ohranila poslikava iz časa okoli leta 1400, ki kaže življenje plemstva v tako imenovani turnirski dvorani. Pri teh najbolj izstopata upodobitev lova na divje živali in pa viteškega turnirja, ki sta vpisana tudi na nekdanji poslikavi na Kolovratu. Za lažjo predstavo, kako je morda nekoč izgledala poslikana soba v gradu Kolovrat, lahko torej imamo pred očmi poslikavo prostorov zahodnega palacija gradu Runkelstein. Za zaključek lahko povzamem, da čeprav je gradivo Centralne komisije bilo do sedaj nekoliko prezrto, bo vendarle v nadaljnjih raziskavah omogočilo številna nova spoznanja o najrazličnejših umetnostnih spomenikih na območju sedanje Slovenije in pa drugih držav iz območja avstrijskega dela nekdanje Avstro-Ogrske. Najlepša hvala.